Lepo pozdravljeni na nocojšnjem srečanju Duhovne akademije. Moje ime je Miran Špelič, frančiškan, patrolog, s cerkvenimi očeti se ukvarjam in vsako leto navadno pri Duhovni akademiji na tisto temo, ki je izbrana za določeno leto, spregovorimo nekaj z vidika cerkvenih očetov. In tako bomo tudi nocoj si pogledali, kako je to z mirom in dialoškostjo pri delu prvih krščanskih avtorjev. Najprej morda samo beseda, da se osvežimo, kdo že so cerkveni očetje, da ne bomo šli predaleč ali pa premalo obsežno pogledali. To so krščanski avtorji prvih stoletij, tam nekje do 7. stoletja, tisti, ki so bili še v stiku z nastajajočim svetim pismom, ki so prispevali k nastanku svetega pisma, ki so ga spravili skupaj v tisti obliki, kakršni je, ki so ga prvi razlagali in ki so položili temelje cerkve s svojim pisanjem, s svojim delovanjem in na katere se vedno znova vračamo in se na nje opiramo, še zlasti takrat, kadar se pojavijo kakšne težave. Pa ne zato, da bi prepisovali njihove rešitve, pač pa zato, da bi se ob njihovem reševanju problemov navdihovali danes v naših novih spremenjenih razmerah. In tako bomo tudi ob tematiki miru in dialoga pogledali v 3 točkah, kaj vse se je dogajalo že v prvih krščanskih stoletjih. Prva točka, ki bo nekako najobširnejša, je dialog kot srečanje z drugače verujočimi, zato da se vzpostavi mir. Krščanstvo se je namreč rodilo v nemir, v težke razmere. Kristus sam je bil križan in prvi učenci so bili že zelo hitro tudi preganjeni. Pomislimo na Štefana, potem pa na preganjanje prvih kristjanov. Pomislimo na očitke, ki so leteli na kristjane, ker so bili tako drugačni, ker so s svojim načinom življenja preveč izzivali tedanjo družbo. In zato jih je bilo treba izločiti, umakniti. Imeli so zelo veliko upanja, da bo to uspelo. Zato že s tem, da seveda pa moder vladar ne more pobiti 10% populacije, ker bo izgubil preveč delovne sile. Tako so zelo dobro centrirali preganjanja kristjanov, kratek oklepaj, malo EPP-ja se lahko že privoščimo. Letos je izšel, ali bilo že lani, mislim, da letos je izšel roman, 6. pečat, roman Branka Cestnika, ki opisuje dogodke v času preganjanja na Ptuju oziroma v Petovijoni. Življenje, smrt Viktorina Ptujskega, tudi zdaj smo na knjižnem sejmu predstavili ta roman. Iz tega romana lahko malo vidimo, kakšne so bile razmere v tistem času. Dobro je naštudiral in mislim, da je dobro predstavljeno. V tem času preganjanja, tako fizičnega preganjanja, poskusa eliminacije kristjanov, kot tudi preganjanja na ravni javnega mnenja, se pravi zasipanja z očitki in z raznimi podžiganja predsodkov, v tem času se pojavijo apologeti. Apologeti so skupina cerkvenih očetov, avtorjev, krščanskih avtorjev, ki nastopijo na nov način, z novo metodo. Dotlej so apostolski očetje pisali spise za interno rabo, iz ene skupnosti v drugo skupnost. Apologeti pa spregovorijo navzven. Ker nas napadajo, bomo mi skušali te napade odvrniti, se bomo branili proti tem napadom. To se dogaja torej v času preganjanj, nekje v 2. stoletju, in izbrani spisi zgodnjih apologetov, kot piše pod naslovu, so išli v slovenščini pod naslovom Logos v obrambo resnice, že pred kar nekaj leti, in ta knjiga se vam nekako ponuja v listanje. Nekaj iz nje bomo prebrali, nekaj boste pa še dobili, tudi tisto, kar v tej knjigi še malo manjka. Odlomek enega od del bo potem vam dr. Stegu poslal na vaše spletne naslove. V tej knjigi imamo 2 apologiji mučenca svetega Justina. Poleg teh 2 apologij, ki sta naslovljeni na vladarje,
in pa na rimski senat in ljudstvo, v katerih zavrača klasične očitke zoper kristjane, pa imamo samo odlomek, v tej knjigi samo odlomek iz dela Dialog ali razgovor z Judom Trifonom. In to je tisto delo, ki mu bomo nocoj posvetili največ pozornosti. Zato, ker že v 2. stoletju, torej okrog leta 160, ko je nastalo to delo, že imamo prve dialoge z Judi. Včasih očitajo kristjanom, da so bili z Judi vedno v polemičnem odnosu. Ni res. Tu imamo že v 2. stoletju dialoški odnos. In videli bomo, kako sta se ta dva soočila, se pravi avtor Justin in pa njegov sogovornik Trifon. Prav temu pogovoru se lahko zahvalimo, da vemo malo več o Justinu samem. Justin namreč na začetku tega dela poda dokaj obsežno avtobiografsko notico o tem, kako je postal filozof. Trifon ga sreča in reče: "O, ti si pa filozof." Reče: "Ja, kako pa to?" In pove zgodbo svojega filozofskega rojevanja. Kako je iskal resnico pri tem, onem, drugem, tretjem, četrtem, petem filozofu in kje jo je našel? Našel jo je pri nekem anonimnem starcu, ki ga sreča na obali, kjer ni upal na srečanje z nikomer, in ta starec ga je samo usmeril: "Poglej si spise prerokov, ki so se potem uresničili v zgodbi življenju Jezusa Kristusa." To je bil začetek, nekako izhodišče, in potem, ko to pove: "Tako sem prišel do filozofije, tak filozof sem." To bomo prebirali danes. Drugo delo, ki si ga bomo ogledali, pa je delo, ki tudi v tej knjigi, v tem zborniku, pa je delo Minucija Felixa z naslovom Oktavi. O tem pa več takrat, ko pridemo do besedila. Poglejmo si zdaj besedilo samega Justinovega razgovora z Judom Trifonom. Justin je povedal, kako je prišel do filozofije, kako je prišel do krščanstva, kako mu je ta starec, neznani starec, svetoval, naj se loti branja prerokov in Jezusove zgodbe, torej nastajajočih evangelijev, in pravi Justin: "Takoj se je v moji duši razplamtel plamen, zajela me je ljubezen do prerokov in tistih ljudi, ki so Kristusovi prijatelji." Torej kristjani. In medtem, ko sem v mislih obračal njegove besede, tega starca, sem ugotovil, da je samo ta filozofija varna in koristna. Krščanstvo je prepoznal kot filozofijo, kot filozofski nauk, kot filozofsko šolo. Tega se je oklenil in potem tudi sam krščanstvo širil kot filozofijo. Zato smo kristjani nekako ves čas, vso to svojo zgodovino povezani s filozofijo, zato moramo na tej naši fakulteti najprej se 2 leti mučiti s filozofijo in šele potem pridemo do teologije. To so temelji. Verjetno ste tudi že slišali za tisti slavni latinski izrek, da je filozofija ancila teologije, ki ga seveda filozofi ne radi slišijo. Filozofija je dekla teologije. To je dejansko bilo v vsem srednjem veku čisto samoumevno. Šele ko nekdo obvlada filozofijo, lahko začne s tem orodjem delati teologijo. Konec koncev, saj smo tudi mi vsi v teologiji in neteologiji, smo tudi filozofi. Treba je imeti urejen način mišljenja. Če znamo razmišljati, kdorkoli zna razmišljati, tisti bo lahko šele dosegel kakšne cilje, bodisi pri biologiji, fiziki ali pa v kuhinji. Če niso misli urejene, če je v glavi zmeda, potem je zmeda tudi kjerkoli že, ali v teologiji ali pa v kuhinji. Ta naš dragi Justin je postal filozof. Tako in zato sem filozof. In filozofi so takrat bili
obleči so imeli neko svojo svojsko obleko, so bili prepoznavni navzven že, da so filozofi. Zato ga sploh ne govori ta Jud Trifon. Mimogrede, Justina smo zdaj že srečali, malo vemo, predstavljamo si, kako to izgleda. Doma je bil pa iz Samarije, torej iz Palestine, vendar je bil grškega rodu. Takrat je bila Palestina že precej razjudena, Judije so se že precej razselili ali pa so jih razselili in populacija je bila zelo mešana. In ta naš Justin je vandral po svetu. To slavno srečanje se je zgodilo nekje na maloazijski obali, blizu Efeza, kasneje pa gre v Rim in tam tudi doživi svojo mučeniško smrt. Trifon pa je po vsej verjetnosti tudi resnična oseba, eden od rabinov iz zgodnjega judovstva, ki je med onimi očeti iz zgodnjih spisov, Pirkei Avot, mislim, tisti izreki očetov, imajo tudi to osebo nekje omenjeno. Seveda nekateri ljudje pravijo, da to ni mogoče, ker se ne bi tako prijazno pogovarjal s kristjani. Kaj se ve, se tudi po naše je Justin malo preveč prijazen. Torej, tale dva sta se srečala, pa je tako in zato sem filozof. Poleg tega si želim, ne smemo spati pustiti, poleg tega si želim, da se vsi, ki spremejo podobno odločitev kot jaz, ne bi oddaljili od odrešenikovih besed. Filozof, ki želi, da bi njegova filozofija se širila. To je že logika evangelija. Pojdite po vsem svetu in naredite vse narode, vse ljudi za moje učence. To je tudi njegova želja. In tisti, ki sprejme to odločitev, naj se ne bi oddaljili od odrešenikovih besed, Jezusovih besed. Kajti te imajo same po sebi strašno moč in zadostujejo, da tiste, ki se odvrnejo od poti nepravičnosti, navdajo strahu spoštovanjem. Najslajši počitek pa je omogočen tistim, ki jih vestno izvajajo. Torej, Jezusove besede, evangeliji so nekaj posebnega. Te besede prinašajo počitek, odrešenje, če imaš torej vsaj malo skrbi zase. In če si goreče prizadevaš za odrešenje, ter če veruješ v Boga, se lahko, ker ti stvar ni ravnodušna, spoznaš z Božjim Kristusom, torej z Božjim maziljencem in po posvetitvi, po iniciaciji. Kaj je ta iniciacija? Iniciacija, posvetitev, s tem mišljen seveda krst. Zaživiš srečno življenje. Srečno ali tudi blaženo življenje. Zelo jasno mu je povedal in jasno ga je zelo hitro povabil, naj se pridruži njegovemu verovanju. Čisto kratek razmislek. Pred nekaj stoletji je bilo zelo popularno navduševati ljudi, zlasti duhovnike, da bi šli v misijone v Afriko, da bi tja v Južno Ameriko, da bi tam ljudi spreobračali in jim kazali pot v civilizacijo in krščanstvo. Mislim pa, da je danes, v današnjem času, dosti pomembnejše, da tisti, ki je srečal Kristusa, ki je postal njegov učenec, filozof, tak ali drugačen, da se naučimo vsi misionariti in povabiti tiste, ki še niso srečali Kristusa, da se nam pridružijo. Kako to storiti? Tukaj ne vidimo nobenega vsiljevanja, ni zvonjenja po zvoncih, ni deljenja nekih brošuric, ampak je pričevanje lastne vere, pričevanje lastne poti, kako je Justin prišel do svoje vere. Tudi on je bil pogan. Ampak pomembna tukaj je beseda. Srečal se je z besedo, z Božjo besedo, srečal se je s Kristusom, človečeno Božjo besedo, ga je prepoznal kot odrešenika in zdaj to privošči še drugim. Kako drugačna je ta logika od logike, ki jo ima judovstvo. Sodobni, odprto miselni Judje privoščijo odrešenje tudi nam, sem preveril.
tudi nam privošči nebesa oziroma neko odrešenje, tisto, ampak odprtosrčni ljudje. Judovstvo kot tako pa želi najprej, naj se nam še kdo pridruži, ampak ne vsi. Judovstvo ni bilo zasnovano večinoma kot neko univerzalistično, tisto kot religija, ki naj bi ne osvojila svet, ampak ki naj bi prodrla v vse kotičke sveta. Drugi, nekateri izbranci, se nam smejo pridružiti. Krščanstvo je pa ravno zato se moralo ločiti od judovstva in od te logike, ker je univerzalistično. Ker mora stopiti v dialog z vsem svetom. In to počne tukaj Justin. Celo z Judom. Odgovarja Rimljanom, filozofom, stojkom, Marku Aureliju, poskuša odgovarjati, če ga Marko Aurelij posluša, sicer ne vemo, ampak željo je imel, pisal mu je. Tu pa se pogovarja z Judom. Prisluhnimo zdaj pa odgovoru tega Juda, judovskega rabina. Ko sem to rekel, so se moji ljubljeni prijatelji, ki so bili s Trifonom, smejali. Trifon ima ob sebi družbo, ki so manj naklonjeni Justinu. On pa je z nasmehom rekel: odobravam tvoje druge pripombe in občudujem vnemo, s katero preučuješ božanske stvari. Captatio benevolencie, se pravi, išče naklonjenost, prijaznost. Nastopi s prijaznostjo, takega raje poslušamo. Ni tako začel z ampak je najprej povedal, potem se sledi zdaj ampak. Odobravam, občudujem, vendar bi bilo zate še vedno bolje, če bi vztrajal pri Platonovi ali kakšni drugi filozofiji. Sploh zanimivo, za Juda je tukaj le bolje, če bi nekdo ostal pogan. On sam namreč Justin pove, da je bil platonik, da je srečal še mnogo drugih filozofov in se učil njihovih filozofij. Bolje bi, da bi drug filozof gojil vzdržljivost, samoobvladovanje, zmernost, kot da se prevaraš zaradi lažnih besed in slediš mnenjem ljudi brez ugleda. To so seveda apostoli, to je krščanski nauk. A tu je zdaj pa že ostrejši, to je pa že klasična kritika standardnega Juda glede na krščanstvo. Če bi namreč ostali pri tej filozofiji in živeli brezhibno, bi vam ostalo upanje na boljšo usodo. Se pravi, morda bi se potem še lahko približali judovstvu. Ko pa ste zapustili Boga in zaupali v človeka, kakšna varnost vas še čaka? Aha. Za Jude seveda je Kristus samo človek. Lahko je prerok, mesija, ampak ni pa Bog. Torej, zapustili ste Boga in se oklenili Kristusa, ki je le človek, zato pa ste izgubili varnost. Če me torej hočeš poslušati, saj sem te že imel za prijatelja, spet naklonjenost, spet prijaznost, se najprej daj obrezati, nato upoštevaj predpise, ki so bili izdani glede sobote, praznikov, božanskih mlajev. Z eno besedo, delaj vse, kar je zapisano v postavi. Postavi mišljena se kot Mojzesova postava. Torej, drži se po judovske postave. In potem boš morda deležen Božje milosti. Se pravi, ta logika je povsem drugačna od krščanske logike. Milost kot nagrada, dar, plačilo za izpolnjevanje postave. Pavel je moral s tem zelo jasno prelomiti. Saj poznate Pavlovo stališče glede milosti in postave. Jud pa najprej postava, potem pa bo morda prišla še kakšna milost. To je bila drža, ki so jo Jude pričakovali od tako imenovanih bogaboječih. Judovstvo namreč nagovarja narode, ostale, tako da se jim bodisi povsem pridružijo, da postanejo prozeliti, to pomeni, da se tudi obrežajo,
in se povsem judaizirajo, ali pa da ostanejo simpatizerji, brez obreze, brez tako globoke pripadnosti in se imenujejo bogaboječi. To mu tu predlaga. Toda Kristus, če se je zares rodil in kjerkoli obstaja, je neznan in ne pozna niti samega sebe, ter nima nobene moči, dokler ne pride Elija, da bi ga mazilil in ga vsem razodel. Tu imamo pa očitno zdaj neko verovanje, opisano judovsko verovanje, kakšen in kako ne bi nastopil Mesija. Pogoj za to je to maziljenje strani Elija. To je eno od judovskih verovanj, ki je takrat bilo najbrž dokaj razširjeno, ni bilo pa nikoli 100%, ker ljudje nimajo 100% avtoritet, ampak ta Trifon in njegov krog je veroval, da Elija, ki pride, saj to tudi Jezus govori v evangeliju, da bo predhodnik odrešenika, predhodnik Mesija. Torej, on bo pokazal na Mesija, ker pa ga Elija ni mazil, torej ta isti Kristus, kada vaš Jezus, ne more biti pravi. Vi pa ste si, ker ste sprejeli neutemeljeno poročilo, izmislili Kristusa in zaradi njega nepremišljeno propadate. Smo sredi 2. stoletja, sredi preganjanj in ta Jud jim pove, pogledajte, uničili vas bodo, zato ker nimate božanskega temelja. Hitro se nam pridružite, pri nas bo mogoče še kakšna rešitev. Pustite tega Jezusa. Tako se začne dialog, še vse naprej. In potem, to je zdaj druga točka, drugi del 8. točke, 8. paragrafa, potem se pa nadaljuje ta njuna debata. Nekaj te debate boste lahko sledili na izročkih, na listih, ki jih boste dobili po elektronski pošti, vam je poslal dr. Stegu, je malo pripravljeno, lahko pa tudi malo pogooglate še in poiščete kakšen prevod v tuje jezike. Slovenščino, žal, ta dialog ni preveden v celoti, je pa kar precej obsežen. Tole, kar smo zdaj brali, se pravi ta dva ekrana, pomenita približno en paragraf. Skočimo še zdaj do zadnjega paragrafa, pogledajte številko 142. To je bila dolga debata. Dolgo časa sta zdržala in ves čas ohranjala dovolj spoštljivosti, da se nista stepla in da ni nihče zaloputnil z vrati. Ves čas, torej Justin razlaga, kako oni berejo Staro zavezo. Se pravi, tudi to, kar vi berete kot svetopismo, je tudi naše svetopismo. In pove, kako ga bere v kristološkem ključu. Tudi mi, kristjani, smo upravičeni in imamo svoj ključ, svoj način, svojo hermeneutiko za branje Stare zaveze, ki seveda Trifon oporeka. Trifon mu potem tudi nasuje vse tiste očitke, klasične očitke, ki letijo na kristjane, da jedo otroke, da so pač kanibali, da imajo orgije in promiskuiteto in incest, ker se vsi ljubijo med seboj, napačno razumevanje, in pa tudi, da so ateisti, tudi to jim očitajo, ker nimajo nobenega templja. Judje tudi nimajo templja, tu so si pa vendarle sorodni, ampak imeli so ga pa in verjetno je Trifon tudi upal, da bodo ga imeli še kdaj. Kristjani nimajo nobenih svetišč. Krščujejo se ob potokih, zbirajo se po domovih, in to mu vse lepo razlaga in govori o življenju kristjanov, o bogoslužju in tako dalje. Potem je Trifon, to je pa čisto zadnji odstavek, na koncu, kot prideta v tem dialogu. Potem je Trifon po krajšem oklevanju rekel, vidiš, da nismo namerno prišli razpravljati o teh vprašanjih. Tako. Ni prišel z nekim načrtom, samo srečala sta se, srečal ga je kot filozofa in sta se zadebatirala. In priznam, da sem bil s srečanjem še posebej zadovoljen. Izrazi torej spet neko veselje in neobžalovanje. Mislim, da so ti prijatelji, ki so okrog njega, poslušalci, da so ti povsem enakega mnenja kot jaz. Ugotovili smo namreč več, kot smo pričakovali,
in več, kot je bilo mogoče pričakovati. Očitno so spoznali, da je dialog prostor, kjer se lahko, če drugega ne, vsaj spoznamo. Oba ostaneta na vsak na svojem bregu. Justin ostane kristjan, Trifon ostane Jud. Samo tudi po teh urah debate in očitkov še vedno ostajata v dialogu, v prijateljstvu. In če bi to lahko počeli pogosteje, bi nam to zelo pomagalo pri preiskovanju samega Svetega pisma. Jud je hvaležen kristjanu, ker mu pomaga razumeti Sveto pismo. Konec koncev, mi ravno tako Judom. Kaj vse so že Judje izbrskali Svetega pisma in je tudi za nas zelo pomenljivo. Seveda potem pa mi to prenesemo tudi v svoj kontekst in v svojim ključem beremo dalje. Ker pa je dejal, ste tik pred odhodom in vsak dan pričakujete, da boste odpluli, ne oklevajte, da se nas boste spomnili kot prijateljev, ko vas ne bo več tu. To je taka lepa, malo baročna fraza, hoče povedati, tudi če se ne bomo videli več, ostajamo prijatelji. Tudi če smo različne vere, različno gledamo na stvari, vendarle ne oklevajte, ne omahujte na tem, spominjajte se nas kot prijateljev. Kar se mene tiče, sem odgovoril, če bi ostal tukaj v Efezu, bi želel vsak dan početi isto. Torej, tudi Justin pravi, jaz bi tudi rad še tako devotiral. Tudi njemu je bilo očitno staro všeč. Ker pa zdaj z Božjo voljo in pomočjo pričakujem, da bom odplul, vas spodbujam, da se v tem zelo velikem boju za lastno odrešenje, kar najbolj potrudite, se pravi tudi Justin vidi, da je Jud na poti odrešenja. Ampak še vedno ne more, da mu ne bi Kristusa skušal podtakniti, da se potrudite in da Kristusu, vsemogočnega Boga, resno pripisujete večjo vrednost kot svojim učiteljem. To je Kristus, maziljenec vsemogočnega Boga. Dajte mu, ne reče, imejte ga za Boga, ampak dajte mu malo več teže kot pa svojim kolegom rabinom. Upoštevajte ga. Prisluhnite Kristusu. Če bodo Judje, njegovi kolegi, poslušali Kristusa, potem imajo tudi kakšno možnost, da se pridružijo nekoč Justinu. Vendar pa tega ne zahteva in ne pogojuje nekako svojega prijateljstva s tem, da bi oni morali nujno sprejeti Kristusa. Še vedno ostajajo prijatelji, ampak Kristusa pa le malo poslušajte, no? Se potrudite, da temu Mesiju, da maziljencu vsemogočnega Boga pripisujete večjo vrednost kot doslej in večjo kot svojim učiteljem. Nato so me zapustili in mi zaželeli varnost na poti in pred vsemi nesrečami. Jaz pa sem v molitvi zanje dejal, za vas, Gospodje, si ne morem želeti nič boljšega kot to, da bi bili ob tem, ko na ta način spoznate, da je umnost dana vsakemu človeku, da bi istega mnenja kot mi, torej istega verovanja tudi kot mi, in bi verjeli, da je Jezus Božji maziljenec. To jim privošči po teh dolgih debatah in razpravljanjih. Zelo lep vzorec pogovora med kristjanom in Judom in potem imamo v srednji vek, hotel sem reči, je bilo treba čakati 2000 let do naslednjega takega, skoraj da do Janeza Pavla II, ki se je pogovarjal s svojim sošolcem in prijateljem rabinom in tudi z rimskim rabinom se je pogovarjal. Ampak vmes imamo še eno debato, ko imamo tudi en dialog, srednjeveški dialog med filozofom, Judom in kristjanom. Imamo delo tam nekje ob koncu srednjega veka, ki ga naš doktorand raziskuje in bomo še kaj o njemu mogoče kdaj slišali. Toliko o Justinu. Stopimo zdaj do Minucija Feliksa in poglejmo to. Še vedno smo v prvem delu pri apologetih, pri kristjanih, ki so preganjani, napadani in ki se zdaj branijo. Minucij Feliks je pa rimski advokat. Ima prijatelja, Oktavija, kristjana, in imata še enega prijatelja, pogana, Cecilija. So sodne počitnice
gredo na izlet iz Rima proti Ostiji, tam Cecilij Pogan naredi neko gesto spoštovanja, pobožnosti do nekega poganskega pred poganskim templjem, one dva so malo začudila, ti to verjameš? In začne se debata. Pravniki so, a se gremo eno igrico, si rečejo. Dajmo se iti tisto že pro et contra. Cecilij, ti lepo zagovarjaj svoje poganstvo, Oktavij bo zagovarjal krščanstvo, Minucij, avtor, bo pa razsodnik. Naj se lepo izkažejo kot odvetniki, kot zagovorniki teh idej. Lahko je to fiktivna zgodba, lahko je to zaresna zgodba, ne vemo. Ampak spis je zapisan, preveden v slovenščino tudi, v knjigi Logos obrambo resnice, in tukaj imamo pred seboj izbor Cecilijevih očitkov zoper krščanstvo, potem bomo prebrali še, kako brani Oktavij in kako Minucij razsodi. Toda kristjani, kolikšne pošastnosti, kakšna čuda si izmišljajo, da tisti njihov Bog, ki ga ne morejo ne pokazati, ne videti, marljivo preiskuje značaje vseh ljudi, dejanja vseh, celo besede in skrite misli, da namreč teka naokrog in je povsod navzoč, po njihovem blodi po vseh krajih, nadležen, nemiren, nesramno radoveden, ker je pač poleg pri vseh dejanjih, seveda pa se ne more bodisi razpet preko vsega baviti s posamezniki, bodisi zadostiti vesoljnemu svetu, če je zaposlen s posamezniki. Torej, kako je mogoče, da bi se ta Bog z vsem ukvarjal? Pa mislil, kaj počnem jaz, ko grem na stranišče, ali pa ko pijem vode iz plastenke, vse posod, vse gleda. Spomnite tistega, Bog se vidi, Bog se ve, greh se delati ne sme. To je bilo za pogana nesmiselno. Bogovi so na Olimpu, imajo svoje žurke, z nami se pa ne ukvarjajo kaj dosti. Sem ter tja pridejo malo delati zmedo, zdraho, ja, pokregajo, da se malo vojne naredijo, pa se zmaknejo. To je logika poganstva. In kaj še? V vsej zemlji in samo v vesolju z njegovimi zvezdami grozijo s požarom. Aha, konec sveta bo. Ali torej razmišljajo o razrušenju, kakor da bi se lahko spremenil večni red narave, vzpostavljen z božanskimi zakoni, ali se je razdrla povezava vseh elementov in razstavila nebeška zgradba in bi bilo s tem spodkopano tisto mogočno orodje, ki jo vsebuje in oklepa. Seveda, kristjani so pričakovali Jezusov drugi prihod in to so povezovali tudi s tisto ekpirozis, izgoretjem vsega in vzpostavitvijo novega neba, nove zemlje. To je bilo nekaj groznega za pogano. Tudi pogano imamo neko kroženje, naravi, ampak to je vse v nekem vesoljnem redu. Kaj odgovarja potem Oktavij? V dialogu se. Še davno, da so prijatelji, brez ročnega dialoga. Oktavij pa je rekel, govori bom torej, kakor bom mogel po svojih najboljših močeh, ti pa si moraš skupaj z mano prizadevati, da operemo ta pregrenki madež prepirov z reko resničnih besed. Se pravi, spet je tukaj lepa definicija dialoga, s katerim krščanstvo vstopa v svet. Krščanstvo, ki je deležno pregrenkega madeža prepirov, očitkov, to krščanstvo na to odgovarja z reko resničnih besed. Se pravi, resnica je tista, ki jo imajo v svojem dialogu, v svojem pogovoru. Povedal bom, kako čutim. Kdor misli, da pozna velikost Boga, ga zmanjšuje, ker je Bog večji od tega, kar si lahko zamislimo sveta. Kdor ga noče zmanjšati, ga ne pozna. Obenem pa je Bog tako majhen pri učlovečenju, ko postane človek, ko postane čisto navad, tako kot vsi navadni ljudje, ko tudi ga ne pozna. Bog je večji od tega, kar si lahko zamislimo, in manj od tega, kar si lahko zamislimo. Njegova velikost je večja in njegova majhnost je manjša od tega, kar lahko naredimo. Tudi imena ne išči Bogu. Bog je njegovo ime.
Tam so potrebna imenovanja, kjer je treba množico razdeliti po posameznikih s posebnimi značilnimi nazivi. Se pravi, oni že, če imajo toliko božanstv, mora vsak Bog imeti svoje ime, pri nas pa za Boga ni treba imena, preprosto Bog je pač Bog. Ne potrebuje imena, ker ni nikogar, ki bi bil od njega različen. Bogu, ki je edini, pa je Bog celotno poimenovanje. Če bi ga imenoval očeta, bi ti mislil, da je mesen. Če bi ga imenoval kralja, bi sumil, da je zemeljski. Če gospodarja, bi menil, da je umrljiv. Odvzemi pridana imena in videl boš njegovo jasnost. Zadošča torej ime Bog. Mislite torej, da skrivamo, kar častimo, če nimamo svetišč in oltarjev? Očitek, da kristjani nimajo templjev. Kakšno podobo Boga bom namreč oblikoval, če je človek sam podoba Boga, čeprav premisliš? Seveda, človek, narejen po Božji podobi, je najboljša slika Boga. Ne more nič tako naslikati Boga, noben kip, kot človek sam, sočlovek. Kakšen tempelj mu bom zgradil, ko ga ves svet, delo njegovih rok, ne more zaobseči? In naj zapremo eno samo, majhno stavbo, moč takega veličastva, ko sam kot človek živim bolj prostorno. Lahko hodim po celem mestu, Bog bi bil pa v tisti kamrici v celi od templja, skrit in zaprt, in ne bi ga tja hodil gledati. Ali ni bolje, da je čaščen v našem umu? Torej, naš naša duša, mens, je prostor za češčenje Boga, torej je tempelj. Da mora biti posvečen v najbolj notranjem delu prsi, naj mu darujem darove in žrtve, ki jih je on prinesel meni za uporabo, da mu vržem nazaj njegov dar. Nehvaležno bi bilo, kajti pitna daritev je dobra duša, neskaljen in čista vest. Namesto darovanja stvari, jedi, pijače, darujem sebe. Kdor torej časti nedolžnost, moli Boga, kdor pravičnost, izliva Bogu daritev, kdor se vzdrži prevar, priklicuje naklonjenost Boga, kdor človeka utegne nevarnosti, zakolje najboljšo žrtev. To so naše žrtvovanja, to so obredi Bogu. Tako je najpobožnejši tisti, ki je pravičnejši. In potem seveda pride razsodba. Minuci to posluša in mora dvigniti eno roko in mu je seveda hudo. Ko je Octavius se povedal, smo za nekaj časa utrpeli v tišini in strmeli z napetim izrazom. Jaz sem se izgubil v globokem občudovanju, ker je z dokazi in primeri in z veljavnimi trditvami iz prebranih spisov ponazoril to, kar je lažje občutiti kot reči. In ko je pobil zlonamerneže s prav tistimi puščicami filozofov, s katerimi se sami oborožujejo, je pokazal, da je resnica ne le zlahka sprejemljiva, ampak tudi prijetna. To je zdaj nekako opisan napor apologetov. Kaj pravzaprav apologeti v svojih izvajanjih naredijo? Treba je tisto, kar vernik občuti, tisto, kar on preprosto veruje na nereflektiran način, to apologeti premislijo in ubesedijo. Naredijo neke vrste refleksijo in ubesedenje s pomočjo filozofije. V jasnem jeziku, z logičnim izrazom, ki ga potem na neki način ni mogoče ovreči. Kot so filozofi, poganski filozofi, napadali kristjane z istim orožjem, torej s filozofijo, tudi krščanski prvi filozofi vračajo te napade in kažejo na resnico, ki je ne samo sprejemljiva, ampak tudi prijetna. Oklepaj EPP, ko boste šli v knjižnico po knjigo Logos v obrambo resnice, si najprej preberite pismo Diognetu. To je eno od tistih besedil, ki je zelo, zelo ljubko, prijetno in ga je z užitkom brati. Kratko, 5-6 strani. Pa tudi na spletu mogoče se že kje najde kakšna verzija, da ne boste ravno do knjižnice hoditi.
Medtem ko sem to molče pri sebi premleval, je Cecilij planil. Oktaviju čestitam iz srca, vendar čestitam tudi sebi in ne čakam na odločitev sodnika Minucija. Tudi tako sva zmagala oba. Mogoče si nepošteno prisvajam zmago. Kakor je on zmagovalec nad menoj, sem jaz zmagovalec nad zmoto. No, ajte taka lušna. Nad zmoto, nad svojim prejšnjim poganskim mišljenjem. Jaz pa sem rekel, se še bolj veselim zaradi nas vseh, ker je tudi zame Oktavij zmagal, ker mi je odvzel zelo mrzko nalogo razsojanja. Moral bi med prijatelji razsoditi, moral bi reči, Oktavij, si boljši, ampak mu je to že priznal njegov bivši nasprotnik Cecilij, ki pa je premagal, kot pravi, svojo zmoto. Prav tako ne more z besedami prehvaliti njegove zasluge, pričevanje človeka in to enega je šibko, izreden Božji dar ima. Od Boga navdihnjen je govoril in tudi dobil zmago z njegovo pomočjo. Torej, lep tak happy end te debate. Na koncu imamo zdaj že 3 kristjane. In to se najbrž ni zgodilo zmeraj. Ampak kaj za tem stoji? Za tem stoji prijateljstvo teh 3 ljudi. Medsebojna naklonjenost in pa pripravljenost poslušati. Kristjan je poslušal pogana, ko mu je trosil očitke. Pogan je poslušal kristjana, ki mu je te očitke zavračal. Če bi bila to polemika, kar seveda ni nemogoče, lahko si zamislimo tudi zelo polemičen pogovor, bi rezultat zagotovo ne bil takšen, kot ga tukaj imamo. Ker pa je bil med njimi vzpostavljen resničen, spoštljiv dialog, zato je lahko tudi Cecilij, bivši pogan, prišel do uvida, da krščanstvo le ni tako zgrešeno, da je zgrešen pravzaprav pristop, ki ga je imel on pred tem. In je lahko stopil na pot katehumenata, na pot spreobrnenja. Spet drža, ki si jo lahko zaželimo za svoje prijatelje, ki še niso prišli do krsta. Drugi del, druga točka. To je bil zdaj dialog v času preganjanj, ko kristjani iščejo mir in preživetje in se krščanstvo kljub preganjanj zelo širi. Prihajamo do 4. stoletja in se bomo preselili za nekaj trenutkov v Kapadokijo. Osrednja Turčija, današnja, osrednja Mala Azija. Tam živijo 3 prijatelji, 2 brata in njun prijatelj, in še 4. pravzaprav iz te skupine sestra od 2 bratov. To so Bazilij Veliki, njegov brat Gregorij iz Nise, njun prijatelj Gregorij Nazianški in pa sestra Bazilija in Gregorija Makrina. Tudi tu imamo primer dialoga, ki pa išče mir na drugačen način. Gre za iskanje notranjega miru. Kaj se je zgodilo? Bazilij, najstarejši od teh, je nenadoma umrl. Na novega leta, dan 379, star komaj, še ni prišel do 50. leta. 10 let je vodil škofijo, metropolijo v Cezareji, v Kapadokiji, zelo modro reševal cerkvene probleme, bil dober organizator, naenkrat ga ni več. Njegov brat Gregor je bil ves čas njegov, kako bi temu rekli, njegova mala senca. Odvisen od njega. Kako bo zdaj brez njega naprej? Prizadene ga njegova smrt. Pa so dobri verniki. Njihovi dedki in babice so bili mučenci, potem prvi škofje. Zdaj pa ta generacija kristjanov že v 4. stoletju, torej v stoletju krščanske svobode,
ko je cesarstvo tudi vedno bolj krščansko, doživi osebno stisko in osebni nemir. Kam bo šel tale ubogi Gregor? Zateče se k sestri Makrini. Modra žena, neke vrste matriarhinja, tista ženska iz ozadja, ki malo, da ne vleče vse niti, pomalo komandira vse brate, 5-10 otrok je v tej familiji bilo, od tega je 5 razglašenih za svetnike. Makrina je tista, ki jih je dejansko sprogramirala v to smer. Mali Gregor, kam bo šel? K sestri Makrini, da se z njo pogovori, in tu imate že na naslovnici drugi naslov, torej v tej knjigi, Cerkveni učitelj 6. zvezek, prevod Silvester Novak. Imate 2 deli Gregorja iz Nice, prvo je življenje svete Makrine, drugo pa razgovor o duši in vstajenju. Ta razgovor imata tik pred Makrinino smrtjo Gregor in sestra Makrina. In tu bomo pogledali si nekaj odlomkov, kako je tolažila brata in kako je za to tolažbo privzela ravno orodje dialoga. Ta dialog je zdaj pa že drugačen tip dialoga, to je domač družinski dialog. Poglejmo si tekst. Ko je veliki sveti Bazilij, se opravičujem za kako tipkarsko napako, ker sem zelo hitro tipkal, pa sem se nekaj zatipkal. Ko je veliki sveti Bazilij iz človeškega življenja odšel k Bogu in je zaradi tega v cerkvah nastalo splošno žalovanje, še pa je živela najina sestra in učiteljica, se mi s tesnobo v srcu šel poročati o nesreči, ki nas je zadela z bratovo smrtjo. Moja duša je bila zelo žalostna, izguba me je zelo bolela. Mimogrede, kljub temu, ko se je pa spravil k sebi, verjetno tudi s pomočjo tega dialoga, pa je sprejel bratovo dediščino, namreč njegovo teologijo, in z njo skupaj s prijateljem Gregorjem Nazianškim triumfiral na Carigrajskem koncilu, kjer so razrešili velik problem, ki ga rešitev pa poznate vsi, ker jo, domnevam vsaj, ker jo molite vsako nedeljo po pridigi in še pred prošnjami za vse potrebe. Nicejsko-carigrajska veroizpoved je pravzaprav sad teh naporov iz tega časa. Potem pa Makrina pravi: ne smemo se žalostiti zaradi teh, ki so zaspali, kajti tako se žalostijo samo tisti, ki nimajo upanja. Torej, razume žalost, ve, da je brat zelo žalosten, ampak pravi, kaj manjka? Manjka upanje. Treba bo vzbuditi upanje in s tem se bo žalost premagala. S tem boš prišel bliže miru. Ker pa mi je bilo srce še polno žalosti, sem jo vprašal, kako lahko to dosežemo kot ljudje, saj ima sleherni človek naraven odpor do smrti. Strah pred smrtjo. Učiteljica mi je odgovorila takole: zakaj neki se ti zdi smrt sama po sebi tako zelo žalostna? Da te vendar ne bega strah, da duša ne bo vedno vztrajala v bivanju, ampak bo z razpadom telesa preminila tudi sama? Smo v 4. stoletju, ko se tudi še nekatere verske resnice šele počasi utrjujejo. Da je človeška duša neumrljiva, smo se učili med 6 resnicami. Ampak še danes med kristjani, glede na statistike in raziskave, vidimo, da nekateri nimajo vere v večno življenje. Celo nekateri teologi pravijo, da mogoče pa Bog na koncu pusti, da kakšna duša kar umre. Da ne bo treba biti v peklu, recimo. Tu se postavi, smo še na začetku, smo v 4. stoletju. Tu zdaj se še išče argumentacije, ali je duša res neumrljiva. Če umre telo, zakaj ne bi umrla še duša? Ali imamo kakšno znamenje, da duša lahko živi dlje kot telo, da ni vezana na to? Danes z nevroznanostmi, ki vežejo dušo na možgane in na možganske tokove in valove,
je toliko bolj logično tako mišljenje, da z možgani lahko tudi ugasne duša, zmanjka elektrike. Ali lahko duša živi brez te elektrike? To so izzivalna vprašanja, ki si jih zastavljajo tudi naši sodobniki, ki si jih lahko zastavljamo tudi mi. In zato je dobro, da pogledamo, kakšen je bil tale pogovor. Pravi Makrina, metodološko, tisto, kar nas najbolj zanima. Potemtakem se moramo odločiti, kje naj primerno začneva razgovor o tem. Če ti je prav, prevzemi obrambo nasprotnih naukov. Vidim namreč, da se ti razum že nagiba v to smer, da te malo vleče proti tej smrtnosti duše. Zagovarjaj. Tako, delaj se, zastopaj stališče kot odvetnik, ki ne zastopa vedno lastnega stališča, ki mora zastopati svojo stranko. Ne? Zastopaj stranko teh, ki verujejo v smrtnost duše. Po tem nasprotovanju pa bova iskala v stroji logos resnice. Ona pa bo zagovarjala drugi nauk in se pogovarjata celo knjigo, tega, ki jo imate v slovenskem prevodu, gre torej za pogovor, ki malo diši po Platonu, Fajdonu, predvsem pa je to krščanski pogovor, kjer nastopata z argumenti in ta pogovor se zanimivo ne konča z nekim takim lepim zaključkom, ampak zdaj pa ne vem, ali mu je zmanjkalo papirusa, ali jima je zmanjkalo časa, ker je bila sestra že takrat bolna in je kmalu zatem umrla, ali pa se je izgubil zadnji del, da bi še kaj bilo, pa da nimamo ohranjenega. Ne vem. Ne vemo. Ampak že to, kar sta povedala, je bogato in vas čaka na knjižnih policah. Gremo še k tretjemu delu, kjer pa bomo dialog in mir, dialog predstavili kot sredstvo iskanja miru v cerkvi in družbi. In prihajamo k prvemu velikemu papežu, veliki, pač tisti prvi, ki je dobil tudi v ime besedo veliki, to je Leon Veliki. Ko cesarstvo že gre proti svojemu zatonu, še malo pa bodo prišli Germani in odstavili zahodnega cesarja in bodo ostali pravzaprav papeži kot edina resna kontinuiteta. Leon je v tem trenutku pravzaprav močnejša figura od svetnega vladarja, smo sredi 5. stoletja. Leon, dobro izobražen, od malega v cerkveni službi, v cerkveni politiki bi rekli, bil je kar nekaj časa tudi na dvoru v Carigradu, ki je takrat dejanska prestolnica vzhodnega cesarstva in tudi Rim je vedno bolj ubog. Potem pa pride v Rim in ureja stvari. Med drugim smo malo več kot 100 let od krščanske svobode, približno 100 let so stare bazilike, tiste, ki jih je Konstantin gradil sredi 4. stoletja. Kaj je treba narediti s hišo, ki je stara 100 let? Strehe začnejo zamakati, treba malo kakšno okna urediti. In zdaj v tej kritični situaciji urejati cerkve je kar velik problem in tega se loti Leon Veliki. Tudi to, kar današnji kler počne s cerkvami, ki so bile narejene okrog leta 1900 ali še prej, ali pa še kasneje, se tudi tukaj, mislim, ta reč je stara 50 let, pa že kar potrebuje kakšno poseg, da ne pušča, da je treba zdržniki sedeti tukaj. Torej, poskrbi za cerkve, ki nastajajo, ki jih je treba obnoviti, skrbi pa tudi za cerkev kot celoto, kajti v tem času je cerkev nekako ogrožena strani krivoverstev. Tistih, ki stvari hočejo razumeti malo bolj po svoje. In Leon je tisti, ki se ukvarja z mirom v cerkvi in v družbi. Vsaj nekaj imamo tudi zapisanega. To, kar je zapisano, je pismo, ki ima latinski naslov Tomus ad Flavianum, piše carigrajskemu patriarhu, ker
se je ta skliceval nanj in ga prosil za pomoč. V Carigradu so začeli nekako rovariti proti verovanju cerkve, tako imenovani monofiziti. Evtih, menih Evtih, zelo pobožen, je začel razlagati, kako je Jezus bil Bog in človek, tako da se je njegova človeška narava kot kapljica deževnice utopila in razpustila, razgubila v morju njegovega božanstva. Tako lepo se sliši, a ne? Je človek kar verjel, samo ne pomisli pa, kaj bi to potegnilo za seboj. Čeprav se lepo sliši in ga nevešči ljudje radi poslušajo, patriarh Flavijan je pa zaskrbljen, ne ve, kako naj nastopi proti množicam, ki občudujejo tega meniha. Prosi za pomoč Leona. Leon pa, teolog, prodoren teolog, analizira, v čem je zmota tega Evtiha. In stopi v dialog s Flavijanom. V dialog prek pisem. V antiki je pisemski dialog zelo pogost in pismo so prav imenovali in definirali kot razpolovljen pogovor. Pol pogovora. Smo v dobi, ki je formalno zelo dialoška, smo v dobi, ko so komunikacijska sredstva zelo v razmahu, ampak pisma so pa v rahlem upadu. Vedno manj pisem pišemo, priznam. Vendar pa imamo vsaj nekateri še izkustvo pisanja pisem iz starih časov, ko še ni bilo elektronske pošte. Elektronska pošta je hitra, učinkovita in površna. Malo elektronskih sporočil je res globokih in premišljenih, kot so bila premišljena nekoč naša pisma. In pisma se lažje izgubijo, elektronska pošta pa še prej. V antiki je pismo zelo pomembno in lahko ga vzamemo res kot del pogovora, ker se tudi obrača na sogovornika, na adresata, na naslovljenca, kot da bi ga imel pred seboj. Drugo njegov poseg pa je poseg misije k hunskemu vojskodju Atilu. To bo druga točka. Poglejmo si začetek pisma, ki ga je pisal Leon Veliki Flavijan. Leon dragemu bratu Flavijanu, klasičen začetek antičnega pisma. Mi pišemo, dragi Francel, spoštovana gospa Novak, Rimljan pa je povedal, kdo je in komu piše. Ni treba čakati na podpis, da zvemo avtorja. Najprej avtor Leon in vemo, komu piše, dragemu bratu Flavijanu. Kajti to pismo je lahko bral tudi kdo drug. In se takoj vedelo, kdo je pisal in komu. Ko sem prebral tvoje ljubeznivo pismo, spet kaptacijo benevolencije, naklonjenost, tvoje ljubeznivo pismo, spoštljiv začetek. Ampak takoj že vidimo neki ampak, ki me je začudilo, ker je bilo tako pozno. A slišite očitek? Že prej bi lahko, ne lahko, že prej bi moral pisati, ker je to problem, ki ga očitno nisi mogel sam rešiti, jaz ti pa lahko pomagam. Torej, ko sem prebral tvoje pismo in ko sem pregledal zapisnik škofovskega posveta, neke sinode, takrat so se šli zelo pogosto sinode, moderno, danes spet, sem končno spoznal, kakšno pohujšanje proti pravi veri se je porodilo pri vas. Kakšno pohujšanje, kakšna spotika, kakšna ovira, ogrožanje prave vere se je zgodilo pri vas. Bilo je nekaj res hudega. To pač to sem omenil, to oznanjevanje Evtiha, ki pravi, da se je Jezusova človeška narava kot kapljica spustila v morje. To, kar je bilo prej videti skrito, mi je zdaj popolnoma jasno, ko je to preštudiral. Seveda, Rim je daleč in pošta traja nekaj časa, da dospe do Rima. Lahko se sliši govorice, kaj se dogaja v Carigradu, zdaj pa ve. In ker je skrben za vse cerkve, poseže tja, kjer ne morejo sami reševati problema.
S tem se je Evtih, ki se je zdel častitljiv zaradi duhovništva, torej menih, ki je duhovnik, je takrat redkost, ki se je zdel častitljiv, torej ni pa bil častitljiv, se je pokazal kot zelo nespameten in zelo nevešč. Aha, takoj vidimo, da bo kritiziral tega Evtiha, heretika. Tako da tudi zanj velja preroška beseda, ni hotel razumeti, da bi prav ravnal. Se pravi, da ni hotel se poučiti, ni hotel priti do razumevanja verskih resnic in skrivnosti, da bi prav delal. Na svojem ležišču je razmišljal o pregrehih, citat iz psalma. Kaj pa je bolj grešnega, kot nesveto misliti in ne verjeti modrejšim in bolj učenim, kot recimo Leonu Velikemu, ki je vsaj dobro obvladal teologijo, Evtih pa ni imel pojma o tem. Zato je zelo pomembno, da pač mi, profesori tukaj na tej ustanovi, si prizadevamo, da bi naši študentje, ki bodo nekoč oznanjevalci, da bi se dobro naučili teologije in da s to teologijo seznanimo tudi vas. Toda v to nespamet zapadajo tisti, ki se takrat, ko jih pri razumevanju resnice ovira kakšna nejasnost, ne zatekajo k preroškemu glasu, ne k apostolskim pismom, niti k evangeljski avtoriteti, ampak k samemu sebi. Zelo jasno pokaže tukaj Leon Veliki, od kod prihajajo krivoverstva. Prihajajo iz ega, iz egoizma, ker se tisti, ki mu nekaj ni jasno, ne pusti poučiti, se noče poučiti, ne pogleda na avtoritete, ne pogleda okrog sebe, ampak si nekaj novega izmišljuje sam. Z malo dobrohotnosti ali pa z malo nagajivosti lahko morda pogledamo tudi sodobne deviacije znotraj, tudi ki se dogajajo znotraj naših skupnosti in bomo rekli, saj nič novega. Kdo pa bo najlažje naredil danes kakšno herezijo kot tisti, ki je slabo študiral teologijo? Tako postanejo učitelji zmote, ker niso bili učenci resnice. Niso se naslonili na pravo, živo tradicijo, ki sega od svetega pisma, ki je glavna avtoriteta, ki je tu našla kot preroški glas, apostolska pisma, evangeljska avtoriteta, in vsa tradicija cerkve, ne, tega ne bodo poslušali, ampak imajo svojo fiksno idejo, ki jo včasih poimenuje tudi tradicija. Ampak to je samo njihova privatna tradicija. Tu pa Leon pravi, ne, treba se je ozreti na svetopismo, na vso izročilo cerkve, takrat ga ima pač 500 stoletij, mi imamo že 20 stoletij tega izročila. Da ne postanemo učitelji zmote, ker ne bi hoteli biti učenci resnice. Kakšno znanje, tukaj se pa že kar razjezi in skoraj malo tale Leon, kakšno znanje pa si je pridobil iz stare in nove zaveze tisti, ki ni doumel niti začetka veroizpovedi. In to, kar po vsem svetu izrekajo novokrščenci, torej tisti, ki nimajo pojma o teologiji, ki so šele začetniki, ki so na začetku poti krščanstva, tega srce, tega starca ne razume. To se potem Leon na dolgo in na široko razloži. Verujem v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Trojedinega Boga. Tega ta starec ne razume. Leon počasi izpelje, da je Jezusova božja in človeška narava že izražena v veroizpovedi. Torej v tem temeljnem krščanskem besedilu, ki ga ta menih ni razumel. Pač pa je nekaj po svoje dofantaziral. In to lepo razlaga Flavijanu. To pismo naj bi potem prebrali na koncilu. Kaj se je zgodilo? Sklicali so koncil v Efezu leta 449. Tja pride Flavijan, prinese tole pismo, ampak spletkarski Dioskuri iz Aleksandrije ne pusti, da bi prebrali to Leonovo pismo, ki ima rešitev problema, ampak uredi tako, da so ubogega Flavijana tako pretepli, da je od tega žal umrl.
in se tega koncila nihče ne ima za koncila, pač pa imenujemo to roparska sinoda. Poskus dialoga, ki se konča v zatrtju dialoga z nasiljem, znotraj cerkvenim nasiljem. Seveda to prinese precejšnjo depresijo v cerkev. 2 leti se ne ve, kaj bomo naredili, po 2 letih pa božja previdnost, pa en konj, ki se splaši, pa en cesar, ki se zamenja, pripeljejo do novega koncila na drugi lokaciji, bolj varni lokaciji, z varnostnimi sredstvi, ko pa se prebere Leonovo pismo. Ko se tale poskus dialoga vendarle udejanji, preberejo pismo in takrat rečejo, po Leonu je spregovoril sam Peter. Morda tudi tukaj prihaja tisti izrek, Roma locuta causa finita. Ko spregovorim, se rešijo spori. Aplaudirajo Leonovemu pismu, njegovi rešitvi, Evtihovo teorijo zavrnejo, Flavijana seveda rehabilitirajo posmrtno in od takrat naprej jasno in glasno povemo, da je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek in da je enega bistva z očetom glede na božanstvo in tudi enega bistva z nami glede na človeškost, kar pomeni, da in je nam enako vsem razen v grehu. To pomeni, da greh ni del človekovega bistva. To pomeni, da bo človek v svoji odrešenosti lahko osvobojen, rešen greha in bo še vedno človek. Greh ni del, nekaj, česar bi se mi smeli, mogli, še najmanj pa morali oklepati kot nekaj lastnega, bistvenega za sebe. Greha se treba otresti. In Kristus nam to naredi, ker je obenem tudi Bog in nas očiščuje. Vse to se izpelje iz takih pogovorov, dialogov. Še drugi dialog, državno iskanje ne samo cerkvenega miru, pač pa iskanje državnega miru. Cesar, nesposoben, bi se šel verjetno tepst z Atilom, papež, Leon, pa naredi svojski korak, o katerem pa ni nič zabeleženega. Zanimivo, tale Leon, ki je vsa svoja pisma pisal v duplikatu, še ni bilo indigo papirja takrat, ampak je še vseeno poskrbel za kopije, ki poskrbi za pridige, da se vse njegove pridige napišejo, 100 pridig imamo njegovih napisanih in jih forsira, da ne jih, če kdo ne zna pridigati, ne pa kar moje pridigo prebere. Ta Leon o tem srečanju z Atilom ne zapiše ničesar. Ne vemo, kaj je rekel, kaj je imel s seboj, kakšne argumente je imel. Postajajo samo upodobitve slikarske. Tole je narisal Rafaelo v papeških stancah Vatikanske palače. Znamenita upodobitev, vidite tam na levi strani, vidite papeža Leona, ki ima poteze Leona X. Celo popravil je Rafaelo, pravijo. Prej bil en drug papež Julij in ko je Julij umrl in zavladal Leon X, je njegove poteze narisal na papeža Leona Velikega prvega. Mislim, da je celo tisti zadaj, ne bi bil isti Leon, ki zadaj za njim stoji na drugem konju. Nasproti njega pa bolj temen, se pravi, ki ga imamo Atila, tukajle revež bo vsak čas padel nazaj. A vidite, kako se nagiba. Ker kaj, sploh ne gleda papeža, ampak gleda neko nebeško aviacijo. Zgoraj pa Peter in Pavel. Vsak s svojim mečem zagrozita Atilu in Atila se ustraši. Pa tole ni bilo pred vrati Rima, to je bilo pri Mantovi. Veste, kje je Mantova? V štiric nas, se pravi v naših zemljepisnih širinah. Tako daleč je šel Leon, ne več rosno mlad, na to srečanje z Atilom. Ali je šel praznih rok, ali je imel še kakšne argumente za prepričevanje Atila, ne vemo. Ne bi bilo izključeno. Atila je dejansko imel takrat že kar precej logističnih težav z vzdrževanjem svoje številne vojske.
In če ne bi imel zagotovila, če ne bi sam bil prepričan, da bo res takoj hitro lahko dobil neko hrano, potem bi najbrž napadel. Zdaj pa morda pa mu je Leon rekel, ne splača se ti dol, tukaj dobiš več, kot boš osvojil, pa lažje boš preživel. Ne vemo. Legende so seveda napisale svoje zgodbice, kakšen lep dialog sta imela, tisto je prav baročno, neverjetno lepo napisano, kako je Leon prepričal Atila, ampak dejstvo je, Atila se je ustavil. Ni šel proti Rimu, ostal je tam nekje zgoraj in počasi je ta njegova vojska usahnila, ker ni bila sposobna vojskovanja daleč od svoje baze. Papež se je na neki način ponižal in šel v pogajanja z nasprotno vojsko. Papež kot cerkveni vladar nadomešča tukaj že svetnega vladarja, ki tega ni bil sposoben. Kratek oklepajček, kot zdajle reminiscenca, spomin. V filmu o svetem Avguštinu imamo podobno situacijo. Avguštin predlaga pogajanja z vandali. Voditelj Hipona, ne, gremo se boriti. In seveda Avguštinu ne dajo besede, star je že bolan. Oni gre se boriti, gre tepst in rezultat je bil poraz. Če bi se takrat morda upoštevalo, pa to je filmska fikcija, to ni zgodovinsko podprto, ampak če bi takrat šli v neki dialog, bi mogoče tudi lahko bil drugačen razplet. Tukaj je dialog ravno prinesel zelo dober razplet. Z Germanijo je imel malo manj sreče Leon, ampak vseeno Rim je stavcel. Imamo še eno upodobitev, morda je tale še bolj jasna, to je pa na grobu Leona Velikega, čisto zadaj v baziliki svetega Petra, zadaj levo, je tale relief, ki pravzaprav ima tematsko isto upodobitev, Peter in Pavel zgoraj z meči, ki grozita Atilu, Atila pa že beži. Ne bom, ne me tepst, bom šel takoj. Komu Bogov. Spet imamo primer, tukaj neznano kako, ampak vendarle dialog je bil. Ne vemo kakšen in prinesel je mir. Na v treh časih, pri teh 4 avtorjih, smo pogledali, kako deluje dialog. Kako je dialog v službi miru in kako pomembno se je učiti dialoga. In tile naši očetje so za nas učitelji. Kajti tam, kjer so vstopili v dialog, ne samo polemiko, tam so se pokazale rešitve miru. Dialoga se človek uči vse življenje in potrebuje učitelje pri tem, potrebuje zglede. Potrebuje pogum ravno v tem, ko vidi, kje vse je dialog že prinesel mir, tako na področju, recimo, notranjega življenja, kot tudi na zunanjem, cerkvenem ali pa svetem družbenem področju. In zato je prav, da si sem ter tja malo pogledamo te dialoge naših cerkvenih očetov, da jim prisluhnemo in da potem ta način ravnanja sprejmemo za svoj. Nihče od nas ne bo imel enakih dialogov. Argumenti, ki so jih imeli oni takrat, bi danes morda zveneli malce nenavadno. Ampak princip dialoga in pa gorečnost za dialog pa nas lahko navdušita in nas spodbudita, da bomo tudi mi tako ravnali, kajti samo tako bo evangelij se še naprej širil proti vsem tistim napadom, tako bomo prinesli si tudi mir v svojo notranjost, takrat, ko bo nam hudo, nas bo dialog lahko potešil in potolažil, in tudi v cerkvenih in družbenih zunanjih okoliščinah nas bo ravno dialog lahko rešil, da bo obstalo cesarstvo današnjega časa. Rimsko cesarstvo je propadlo, antična cerkev je preživela. In da bomo lahko tudi mi obstali, si poglejmo te dobre primere.